Gašenje začetnega požara v gospodinjstvu. Veliko je lepih trenutkov v življenju, ki si jih zapomnimo. Ko skupaj praznujemo, se veselimo, se družimo. Z okrasitvijo doma pa poskrbimo za prijetno praznično vzdušje. V jesenskih in zimskih dneh je lepo gledati, kako ogenj prasketa v kaminu in nas ogreje. Svoje najdražje radi presenetimo s kulinaričnim razvajanjem in si vzamemo čas za pogovor. Ob koncu dneva si vzamemo trenutek zase, se umirimo in pozabimo na vsakodnevne skrbi. Nesreča nikoli ne počiva. Sveče v adventnih venčkih ter lučke na novoletni jelki naj ne gorijo brez vaše navzočnosti. Ne pozabite na vaše hišne ljubljenčke. Nepredvidljivih situacij je lahko veliko. Naj vas ne presenetijo. Pri uporabi kaminov in odprtih kurišč bodite previdni. Še tako preprosta, vsakdanja opravila se lahko nepričakovano spremenijo v resno situacijo. Pri pripravi jedi nikoli ne pustite prižganega štedilnika brez nadzora. Pregreta maščoba se lahko vžge. Zaradi nepazljivosti se prijeten večer ne odvije tako, kot ste si ga zamislili. Poškodovane električne in elektronske naprave, podaljški, polnilni kabli, polnilniki in vtičnice so lahko velikokrat vzrok požara. Zato jih je neodgovorno uporabljati. Če so poškodovani, jih zamenjajte. Poučite se o ustreznem ravnanju, ostanite mirni. Za gašenje začetnega požara lahko uporabite gasilnik ali požarno odejo, mokro krpo, pesek, zemljo in podobno. Z njimi lahko sami pogasite začetni požar in tako preprečite, da bi se le-ta razširil. Za pravilno in učinkovito gašenje začetnih požarov je treba vedeti, kaj gori, razred požara in s katero napravo, naprimer gasilnikom, sredstvom, naprimer požarno odejo ali pokrovko, ter gasilnim sredstvom, naprimer vodo, prahom ali CO2, lahko najučinkoviteje in varno pogasite požar. Pri uporabi gasilnikov je treba upoštevati navodila proizvajalcev. Pregretega olja nikoli ne gasite z vodo. Izklopite plin ali elektriko in poskušajte pogasiti ali omejiti začetni požar s pokrovko ali mokro krpo. Če ugotovite, da ognja ne morete pogasiti sami, pokličite na številko 112. Pri načrtovanju požarne varnosti pomislite tudi na invalide, otroke in starejše ljudi. Če je v prostoru dim, si usta in nos pokrite z vlažnim robčkom. Napravo oziroma polnilnik izklopite iz električnega omrežja. Gasilnik ali priročna gasilna sredstva naj bodo vedno na dosegu rok. Baterije v elektronskih napravah so lahko nevarne, zato bodite še posebej pazljivi. Previdnost ni nikoli odveč. Priporočamo nakup adventnega venčka, novoletne jelke ali okraskov izdelanih iz težko gorljivih snovi. Sveče namestite v negorljiv svečnik na trdno, ravno in negorljivo površino. Uporabljajte varna svetila. Redno čiščenje in vzdrževanje peči, kaminov in dimnikov zmanjša možnost nastanka požara. Za večjo požarno varnost namestite ustrezen gasilnik in javljalnik požara, ki vas lahko pravočasno opozori na nevarnost. Hiter tempo življenja nenehno preusmerja našo pozornost in nas nehote odvrača od vsakdanjih opravil. Bodite previdni, saj nesreča nikoli ne počiva. Razmislite, kako bi ukrepali, če bi prišlo do požara. Sodobna tehnologija in elektronske naprave nam sicer olajšajo življenje, vendar je lahko uporaba poškodovanih naprav nevarna. Vzemite si čas, preberite navodila proizvajalca in bodite odgovorni pri njihovi uporabi. Priporočamo, da tovrstnih naprav ne polnite ponoči. Bodi odgovoren, pravočasno lahko ukrepaš že sam. Več informacij na www.gov.si.